Jo, imamo. Zdravo, banda. Glejte naslednjo oddajo Osvežilna fronta, v kateri bomo govorili o trapu. Z nami bo Džiza. Džiza. Zdravo, jo. A poslušaš trap ali ga preposlušaš samo zato, da bi ga mogoče razumel in pol zignoriraš? Ne, poslušam. Določene stvari sigurno poslušam, mogoče ne to klasične traperske, bolj ta podtalni trap pa tako. Bil sem celo fan parih izvajalcev in to tako na polno, ampak so se mi dosti hitro izpeli. Vsekakor jih, ne, vsaj ošvrknem, da vidim, kaj dogaja. Nisem pa zdaj neki težek fan tega. Če ne bi vsaj ošvrknil, ne bi bil tukaj z nami. Koga priporočaš? Spark Master Tape, ki upam, da se bo vrnil s kakšno dobro plato. In te odvode, ki niso v bistvu čist traperski, ampak jih marsikdo umešča v trap. Recimo Kendrick Lamar, zadnja plošča je zelo trapovska, pa je dosti dobra. Vince Staples, nor lik, ni čist trap, ampak spet je tukaj nekje blizu meša trap z vsemi ostalimi stvarmi. Danny Brown na trap stvareh, zanimiv. In še se najde ljudi, no. So pa res, da ni noben klasičen traper, no. Ok, gremo googlat, gremo poslušat, v ponedeljek se pa vidimo v Osvežilni fronti. Čau. Čau.